Spoštovani, kot smo napovedali, vam bomo v vsakem od večerov do svetega večera, 24. decembra, alumni Teološke fakultete odstirali lepote sporočila o antifon za današnji čas. V prvem izmed adventnih večerov ob antifonah vam bom nakratko spregovorila Cecilija Blonšek, asistentka na katedri za liturgiko za področje cerkvene glasbe in strokovna vodja Zavoda za cerkveno glasbo. Ker sem na Teološki fakulteti hkrati odgovorna za klub alumnov, sem tudi avtorica teh kratkih predstavitev, ki jih poslušate, in bom prav vse ostale večere imela družbo še enega od alumnov. Nocoj pa bi vam vendarle želela predati nekaj informacij ob antifonah, več o njih pa si lahko preberete na spletni strani Zavoda za cerkveno glasbo, cerkvena-glasba.si, kjer boste našli tudi vse posnetke, ki jih bomo poslušali. Antifone spadajo v zaklade srednjeveškega korala in veljajo za enega najbolj poetičnih del zahodne liturgije. Hkrati pa so tako za vsebino kot z glasbo močno nagovorljive za nas tudi danes. V njih je vrstni red Jezusovih imen povezan z odrešensko zgodovino. Ta vrhunec poezije je torej hkrati tudi velik doprinos teologije, natančneje kristologije. Ime so dobile po začetnem skliku: O modrost, o Gospod, o vzhajajoči in tako naprej. Pravica do intoniranja oziroma začenjanja antifon je v nekaterih cerkvenih ustanovah pripadla vodilnim dostojanstvenikom in menihom, ki so bili po svojih službah povezani s tem antifone. Kot so torej nekoč v benediktinskih samostanih posamezne antifone intonirali menihi v različnih službah, na primer današnjo antifono je intoniral opat, antifono O kolenina Jesejeva vrtnar in tako naprej, si lahko tudi v okviru vpletanja teh antifon v družinsko molitev lepo predstavljamo, da prvi dan antifono moli oče, naslednji dan mama in nato drugi družinski člani, ki se lahko poistovetijo z enim od poudarkov v antifoni. Zato bodo tudi naši klepeti z alumni imeli zelo različne poudarke, ki pa imajo isti temelj: pričakovanje odrešenika. Sama imam najlepše spomine iz domače župnijske cerkve prav na obhajanje božične osemdnevnice, ki jo obhajamo v dneh pred božičem. V polmraku večerne maše se je najprej zaslišal spev Kralja, ki prihaja. Po obhajilu sem smela peti o antifono pod gotskimi oboki, ki se mi zdi, da še kar odmevajo od petja vernih stoletja in stoletja pred nami. Zatem je vse občestvo v dialogu odpevalo Magnificat, Marijino hvalnico. Morda lahko vsaj približek te lepote, čeprav ne more biti primerljiva z lepoto obhajanja znotraj bogoslužja, približamo tudi s pomočjo teh posnetkov. Danes smo slišali spev O modrost, ki pravi: O modrost, ki si izšla iz ust najvišjega, ki segaš od kraja do kraja, ter krepko in blago vse urejaš. Pridi in uči nas pota razumnosti. Stara zaveza govori o modrosti kot o najstarejši hčeri stvarstva, pa tudi kot o soustvarjalki pri Bogu. Ponavljajoča se tema v antifonah je pripisovanje Jahvejevih lastnosti Kristusu, kar poudarja dejstvo, da je vsa očetova božanskost tudi Kristusova. Tako besedilo antifone, da Kristus sega od kraja do kraja, torej od začetka do konca, poudarja Kristusovo večno božjo naravo. In poudarek, da vse ureja krepko in blago, spominja na vlogo logosa, besede, kot stvarnika vseh stvari, kot pravi začetek Janezovega evangelija. Njegova moč je blaga, ne groba, je krepak in ima moč stvarnika, vendar je tudi blag. Ti dve lastnosti pa nista v nasprotju, ampak v popolnem božjem dopolnjevanju. In res lahko občudujemo in molimo mogočno nežnost in nežno mogočnost odrešenika, ki prihaja. Vabljeni, da prisluhnete še drugim pogovorom z našimi alumni ob sporočilu o antifon, ki nam pomagajo pri pripravi na božične praznike. Današnji večer pa zaključimo skupno molitvijo Marijinega slavospeva.